Hej, 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 en lep pozdrav vsem na torkovem Facebook liveu. Evo, nekaj časa me ni bilo, vmes smo imeli mega temelje in tridnevni seminar o telesih in računalnik se mi je pokvaril in vse živo, tako da danes sem na enem starem računalniku, zato ker je on moj ta nov, kao ta zadnji na pravilu. In veliko stvari se je dogajalo, tako da enostavno vse posod težko sem, nisem sklonirala. In ja, da vidimo danes, ni še nobenega tukaj. Bomo pa še malo počakali. Ja, torej, ful enih prebojev smo naredili na teh seminarjih, tako za udeležence, pa tudi jaz sama, ko facilitiram te seminarje, tudi jaz sama dejansko zaveščam stvari, tudi jaz sama dobivam preboje, glih zdajle tako po tem tridnevnem seminarju o telesih se meni tako ful odpira ena stvar, ki jo že kar dolgo časa gledam, in se sprašujem, kaj pač tukaj, oziroma nisem bila voljna nikoli pravzaprav orang pogledati to, tako da prav zdaj se mi je začelo tako, prav danes tako mi je začelo, vse tako novo zavedanje. In ja, torej, naslov današnjega Facebook livea pa je dejansko, da je potrebnih le 10 sekund nezavedanja, da ustvarimo neko težavo. In zdaj recimo, če vzamemo kot primer telo, tule skozi se mi nekaj javlja in skozi moram klikati dole, tako da zapiram, tako da se opravičujem, če bom še kaj vmes klikala, ker imam ta ADHD in vsakič, ko se nekaj pojavi, moram pogledati, kaj se pojavi. Torej, ja, s telesom, naše telo je senzorični organ in nam ves čas daje informacije o telesih okrog nas, o Zemlji, o telesih, ki so lahko tisoče in tisoče kilometrov oddaljena od nas, sploh ni treba, da so telesa v naši neposredni bližini. In če to vzamemo kot svoje, če se ne vprašamo, česa se zavedam, ali pa zavračamo imeti neko zavedanje, potem torej vzamemo to stvar za svoje in potem lahko začnemo iz tega ustvarjati neke fizične težave, ki jih imamo mi. Torej, na podlagi nečesa, kar smo zaznali, ustvarjamo fizične težave v svojem telesu. In zato je tudi naša tarča, oziroma moja tarča, tako ustvariti več zavedanja na vseh področjih, tudi s telesi, ne, torej s telesi se mi zdi, da je še tako najmanj nekega zavedanja na voljo, oziroma si ljudje izbirajo najmanj zavedanja, zato ker si mislijo, ja, da bojo vsilili svojemu telesu nekaj, da ga bojo v nekaj prepričali, ampak telo ima svoje lastno zavedanje, telo je, moram reči, ta senzorični organ in saj veste, skoraj na vsakem Facebook liveu govorim o tem orodju, komu to pripada, in če govorimo, ne, torej, joj, počutim se tako in tako, dejansko to vzamemo kot svoje in nekako že strdimo, že zaklenemo v telesu. Če pa se vprašamo, ok, česa se zavedam, torej, če bi se začeli spraševati za vse te svoje senzacije, ki jih imate v telesi, torej, ali so to neke občutki, neke čustva, neke bolečine oziroma neke senzacije, kakršnekoli, da bi se vprašali, ok, česa se zavedam, v tem primeru tega ne strdite, ampak sam si date tudi, s tem vprašanjem si date priznanje, da se nečesa zavedate. Medtem ko če greste k občutkom, ne, torej če rečete, ja, počutim se tako žalostno, dejansko to naredite za svoje. In potem iz tega začnete ustvarjati svojo resničnost. Takoj, ko to naredite za svoje, že začnete ustvarjati ven iz tega resničnost in potem, ali pa recimo zaznate neko bolečino in se odločite, da je to pa to. Veliko ljudi s svojimi telesi gre takoj k nekemu zaključku, zdaj imam pa to. Ali pa grejo pogledat hitro na Google in ugotovijo imam neke podobne simptome, kot je to, in že zaključijo nekaj in si začnejo na ta način ustvarjati neko bolezen, neko težavo s telesom, neko fizično težavo in dejansko tukaj gre za nezavedanje.
ker lahko ta stvar sploh ni bila vaša. In torej, verjetno ste že slišali, da 98% vsega tega, kar mislite, vseh občutkov, čustev, vseh senzacij v telesu, bolečin ni vaših, ampak je dejansko zaznavamo. Torej, vaše telo vam daje zavedanje o drugih. In torej, ena je z telesom, potem tudi razne misli, torej zaznavamo ves čas. In če vzamemo nekaj za svoje, kar ni naše, to recimo, da ali se tudi na to upiramo, reagiramo, strinjamo, pridružimo, iz tega začnemo ustvarjati neko svojo resničnost, ali pa neko težavo, nekaj omejujočega, no, da ne bomo govorili o težavah, ampak nekaj omejujočega, nekaj, kar nas pol omejuje, nekaj, kar nas pol mori, nekaj, s čimer se pol ukvarjamo in skušamo razrešiti, ampak mogoče včasih sploh niti ne moremo razrešiti, zato ker to prvenstveno ni bila niti naša stvar. In če nekaj ni naše, če delujemo iz neke laži, in to laž je tudi, da ko rečemo, da nekaj je naše, ko ni naše, potem tega ne moremo spremeniti. In zato poudarjamo zavedanje, da se začnemo čim bolj zavedati vsega tega in da smo skozi v vprašanju, da nikoli ne pridemo do nekih zaključkov, nekih odgovorov, nekih sodb, nekih izračunov, kar zelo radi počnemo, zato ker smo bili pač tako naučeni. Torej, prvo kot prvo vidimo ljudi okrog sebe, na kak način delujejo, potem gremo v šolo, nam tam govorijo, moraš imeti odgovor, moraš nekaj izračunati, moraš imeti nek zaključek, če malo po svoje govoriš, če po svoje poveš, to ni pravilno, zaradi tega dobiš slabo oceno, in tako nas dejansko odučijo tega, da bi bili v vprašanju. Ker mi sami po sebi, torej ko dojenček, ko otrok pride na svet, je vprašanje. Torej, gledamo okrog sebe in gledamo, kam sem zdaj prišel, kako delujejo stvari tukaj. Gledate ljudi okrog sebe, na kakšen način delujejo. Skozi ste vprašanje, ampak pa se dejansko odučite biti v vprašanju. Ampak vaše naravno stanje je vprašanje. Teda, vse, kar je to zdaj prinesli na plan za vas, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemet pa nam pokolni shorts, boys, povats and beyonds. Evo, en lep pozdravček vsem, ki ste se mi pridružili. Evo, zdaj se vas je kar nekaj nabrali. Lepo. Če imate kakršnakoli vprašanja, mi lahko tudi kar napišete med komentarje, če se vam kaj poraja, kako vprašanje glede tega, in bom poskusila še pravočasno ujeti komentar pa ga nasloviti. No, recimo, dobro, tu sem rekla recimo z telesom. Se to, pač 10 sekund nezavedanja, pa še 10 sekund je relativno veliko, v bistvu gre za veliko manj kot 10 sekund. Lahko je sekunda, 2 sekundi nezavedanja, ko ti tako ali nezavedno, ali vzameš nekaj za svoje, ko ni tvoje, ali se upiraš, reagiraš, nekako se uskladiš s tem, potem že iz tega začneš ustvarjati neko stvar, neko omejujoče stvar lahko. In potem se s tem lahko ukvarjamo desetletja. To je, desetletja se pa s tem lahko ukvarjamo in rešujemo stvari, hodimo k zdravnikom, iščemo neko pomoč, recimo zdaj govorim za telo. Če bi bili res skozi navzoči, torej prisotni, skozi v zavedanju, se to ne bi dogajalo, se to ne bi zgodilo, oziroma se ne bi zgodilo, če bi bili res v popolnosti, torej da bi se v popolnosti zavedali. Potem, na primer, če pogledamo področje denarja. Koliko je, pač mi dejansko plavamo v neki juhi pogledov o pomanjkanju, da ni, koliko bomo položnice plačali, še za položnice nimamo, spet kriza gospodarska in ekonomska, taka, drugačna, in zaznavamo. 98% vseh vaših misli, recimo, če zdaj pogledamo glede denarja, ki grejo dnevno skozi vašo glavo, o denarju, o, ne vem, vaši blaginji oziroma o tem, kaj se dogaja v svetu, ni vaših. Ampak, ker skozi mislimo, da je to naše, ker se nikoli ne sprašujemo, oziroma mogoče se kdo zdaj med vami že sprašuje to,
ker če me spremljate, pa skoraj v vsakem videu to ponavljam, oziroma govorim o tem, potem tega ne strdite, tega ne naredite za svoje. In veliko, kako bi rekla, nekih omejitev ali pa nekih težav, ki jih imajo ljudje z denarjem, izvira prav iz tega, da pobirajo neke misli, neke poglede, neke občutke, neke senzacije, neke resničnosti, ki niso njihove, in to potem vzamejo kot svoje. Recimo zaznajo nekoga, ko je nekaj takoga ful nekaj začne skrbeti glede denarja, in vi mislite, da je to vaša skrb in to strdite, in potem iz tega začnete ustvarjati neko resničnost in potem se sprašujete, zakaj ste si to ustvarjali. Zaradi tega, ker ste bili nezavedajoči, zato ker se niste zavedali, ker niste vprašali, ali komu to pripada, ampak ste enostavno to vzeli za svoje, medtem ko ni bilo vaše. In samo vprašanje, komu to pripada, samo po sebi, če bi se lotili recimo vseh teh svojih misli, občutkov, čustev na področju denarja, ustvarjanja denarja, imeti denar, bi videli, da dejansko ni nič vaše. Še predvsem te misli, ki so tako, tiste, ki nam povzročajo kontrakcijo, da gremo v neko krčenje, da se pomanjšamo, da gremo v neko skrb. Če bi se spraševali, komu to pripada, bi videli, da nič ni vaše. Zakaj to vem? Zato, ker sem to naredila in sem čisto si spremenila finančno resničnost, tudi s pomočjo tega orodja. In to dejansko sem se predala temu in sem bila voljna biti, res se zavedati teh svojih, vse, kar je šlo čez mojo glavo, ali pa nekih občutkov, če sem se, ne vem, če me naenkrat začeli nekaj skrbeti, ali pa če nekaj, komu to pripada. Sam stop, ne, in komu to pripada, in je vse šlo stran. Torej, ni vam treba vedeti, komu to pripada, ni vam treba poimensko poznati osebe, oziroma ni vam je sploh treba poznati, ampak če se ta zadeva olajša, če se ta misel olajša, če se ta občutek olajša, če se neko čustvo, neka senzacija glede tega olajša, to pomeni, da ni vaše. In če izgine, pa sploh, ne, torej, če se olajša in ne izgine, pa se večkrat vprašate, komu to pripada, in počakate, oziroma se sprašujete, dokler to čist ne pojenja. Pa recimo v odnosih, ne, torej, tam je še bolj, na primer, da je to nek, mislim, se ni važno v končni fazi kakšni odnosi, ali je to intimni, ali je to prijateljski, ali je odnosi med sodelavci na delovnem mestu, zaznavaš dejansko misli, občutke, čustva, stanja, čustvena drugih ljudi, in velikokrat misliš, da je to tvoje, in ni. In namesto, da bi bili vprašanju, komu to pripada, ali pa recimo, ko se pogovarjamo z ljudmi o raznih stvareh, namesto, da bi bil vse samo zanimiv pogled, potem se strinjamo, pridružujemo, opiramo, reagiramo, in te poglede, ki sploh niso prvenstveno naši, strjujemo in z tega pol začnemo ustvarjati neke resničnosti, ki niso tako ekspanzivne, niso dejansko nam lastne, ampak delujemo na podlagi pogledov drugih ljudi, zato ni to, ali ne delujejo stvari, ali se ne dajo pa spremeniti, ali ustvarimo neke čudne stvari, tako da, ja, spet ni nam prispevek, torej 10 sekund nezavedanja, pa še manj kot 10 sekund, če tako, in tako, to morate vedeti, da smo zelo hitri, zelo hitro toliko energije usmerimo v en pogled, da ga kar hitro strdimo, in pa če mu pa več časa seveda namenjamo, pa iz tega nastaja resničnost. In vse, kar je to zdaj prineslo na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, right or wrong, utemet pa Colin Shorts Boys, Poets and Beyonds. In kako dojameš, da si se ujel to pas, da si na primer bolezen nakopal na ta način? Sprašuje Sonja. Ja, mislim zdaj, kako dejansko se vprašaš, ne, torej, zdaj, mislim, tule malo, mogoče ta Facebook Live ni glih namenjen temu, da bi pač šel v neko individualno facilitacijo, ampak dejansko, ko prideš recimo na delavnico ali na individualno facilitacijo,
Jaz vprašam, ok, a je imel kdo kaj mislim, kdaj se je začelo, a je imel kdo kaj podobnega v tvoji družini in če je to recimo, to je skoraj zagotovo dejansko prevzeta stvar, skopirana stvar, ali pa rečejo, vsi v družini imamo težave s koleni, vsi v družini imamo težave s hrbtenico in ti se s tem strinjaš, pridružiš, upiraš, reagiraš, rečeš, tudi če rečeš, ne bo tako, za mene si to že ustvariš. Ali pa pač zastavimo še veliko drugih vprašanj oziroma pogledamo, kje je pravzaprav izvor tega, pokamo to, mislim, tako veliko, mislim, zdajle ful težko tako na splošno govorim, ampak, veliko vprašanj pa facilitacije tukaj pri tem primeru. Tako da, pa še posebej, recimo, če je to neka stvar, ki je ne moreš spremeniti, ki se trudiš, da bi jo spremenil, pa kar ne gre, to je en tudi pokazatelj, da verjetno ta stvar prvenstveno ni niti bila tvoja. No pa, mislim, vse posod pravzaprav, dejansko vse posod 10 sekund nezavedanja prinese neke omejujoče stvari. Tudi recimo, če se dotaknemo poslovanja, na primer, če imate posel, pa skušate začeti s poslom, začenjate s poslom, velikokrat slišim od ljudi, ki pridejo na delavnice, ki obiskujejo moje seminarje, koliko bom pa, ne vem, koliko bom plačal prispevke, in to sem že tokrat slišala, da dejansko vem, da to ni njihov pogled, da to je nek prevzet pogled, da so se to pogovarjali z nekom in so prevzeli ta pogled, pobrali ta pogled, ali pa razne stvari, ali pa na kak način poslovati, ali pa neki omejujoči pogledi na posel, na sebe, veliko tega je pač enostavno iz teh pač ali prevzeto, pobrano, brez da bi bili kdajkoli v kakšnem vprašanju, kaj resnično mogoče, oziroma kaj mogoče za mene, kakšne izbire imam, ki jih nima noben drug, kakšne poglede bi rad zavzel, oziroma kakšne poglede lahko zavzamem, ki mi bodo pomagali ustvariti nekaj popolnoma drugačnega. In teh vprašanj je veliko, ampak prvenstveno je pomembno to, da se zavedate, da oziroma da ne pobirate teh pogledov in da ste mislim, zdaj bomo govorili od recimo od tega trenutka naprej, da se sprašujete, komu to pripada, da imate to zavedanje, da dejansko nič ni vaše, nobena misel, noben občutek, nobeno čustvo, nobena senzacija v telesu, ampak več ali manj vam daje vaše telo zavedanje o nekih telesih okrog vas, zemlji, oziroma telesih, ki so tudi oddaljena. In pa, da je vse samo zanimiv pogled. Da se ne strinjamo, ne pridružujemo, upiramo, reagiramo s komerkoli, s čimerkoli, zato ker na ta način dejansko to delamo trdno za sebe in potem, ko pa, ne vem, mogoče čez leto, dve bi pa radi kaj spremenili ali pa kaj drugače naredili, pa ne moremo, zato ker smo že to na nek način utrdili in iz tega že ustvarili svojo resničnost. Zdaj pa ena stvar, torej Access Consciousness, torej to je dostop do zavesti, vam ponuja orodja, s katerimi lahko postanete zavestnejši in pravzaprav, če si dodate tarčo, da bi postali čisto zavedajoči, to seveda lahko tudi dosežete, lahko to ustvarite in potem ni več tega 10 sekund nezavedanja, ampak si skozi prisoten s tem, kar ljudje govorijo, s tem, kar prihaja iz njihovih ust, kar prihaja iz njihovih glav in ne kupuješ več tega kot svoje, ampak si ta orodja, torej postaneš ta orodja. Na začetku jaz govorim za sebe, sem si postavljala vprašanja kar dolg časa, potem pa postaneš to. In prva delavnica, na kateri dejansko tudi dobite ta orodja, o katerih govorim, in še več, seveda, s katerimi si lahko pomagate na dnevni ravni, in je bars delavnica, torej se naučite Access barsov. Access barsi sami po sebi povečujejo vaše zavedanje, torej se začnete veliko bolj zavedati, poleg tega pa odide oziroma začnejo barsi odstranjevati ta nekoristni mentalni balast, to, kar ste si
tekom let pridobili na razne načine, ravno te, kar sem govorila, da ste se strinjali s kom, pridružili, opirali, reagirali, pobirali določene stvari, pobirali misli, občutke, čustva od drugih, to začnejo barsi potem odpravljati in posledično, prvo kot prvo ste pač lahkotnejši, začnejo se neke stvari spreminjati, za katere ste mislili, da se nikoli ne bojo spremenile, mogoče ste se počutili kje zataknjene, se to začne, se začnete premikati naprej na tistih področjih, potem ste lahkotnejši, tudi telo v končni fazi se lahko začne spreminjati, neke fizične stvari s telesom, in ja, torej mi rečemo tako, da ko nekomu zaženemo barse, kot bi zagnali ta virus zavesti, ker se začnejo vse te nekoristne datoteke v vašem umu oziroma predvsem v podzavesti, se začnejo brisati in v končni fazi postanete zavestni. Tako da tudi, če samo enkrat prejmete barse, boste enkrat postali zavestni, če ne v tem življenju, pa kakem prihodnjem. Tako da, ja. In če smo zavestni, zavedajoči, dejansko nikoli ne moramo narediti nobene napake. Veliko ljudi se pa naredi nezavedajoče, deluje oziroma imajo zavedanje, potem delujejo proti svojemu zavedanju, in potem ustvarjajo neke težke situacije v svojih življenjih. In ja, enim je to zabavno, v smislu, reče, ja, pol ni dolg čas, pol imam vedno tako, skozi nekaj rešujem, skozi imam nekaj za reševati. Ampak moje vprašanje vam pa je, kaj pa, če bi bili popolnoma zavedajoči, če bi bili popolnoma zavestni, kaj bi pa potem lahko ustvarili? Kaj bi pa potem izbrali? Kako bi se pa lahko potem zabavali? In če vas zanima, imam zdaj 10. decembra, v soboto 10. decembra, zadnjo letošnjo Access Bars delavnico na Lavrici v Hiši neskončnih možnosti, tako da se nam lahko pridružite. In če še niste, pa naredite en korak dejansko v to smer, da postanete zavestnejši. Po tej delavnici postanete bars praktik, lahko zaganjate barse sebi, drugim, torej ali za lastno uporabo, ali za tudi lahko v končni fazi tudi poslovno, v smislu lahko naredite iz tega tudi posel. In ja, poleg barsov pa res, tako sem že rekla, dobite še ogromen enih dodatnih orodij, s katerimi si potem na dnevni ravni, oziroma začnete na dnevni ravni drugače ustvarjati svoje življenje, oziroma uporabljate ta vprašanja na dnevni ravni in se vaše življenje začne čisto drugače odvijati, se začne spreminjati, postane lahkotnejše, spremenite možnosti za svojo prihodnost. Mogoče zdaj se vam niti ne sanja, da so neke stvari mogoče za vas, potem pa se dejansko, ko gre toliko tega balasta stran, dejansko vidite, wow, kaj vse je še dejansko mogoče. In ja, če imate kako željo, potem ste vabljeni, dobrodošli. Bom jaz objavila tudi tule pod tem videom povezavo do delavnice. In ja, predvsem pa izberite, da se boste zavedali. Ker to tudi v končni fazi je izbira, in ja, da se vam ne bo, pač da se vam ne bo zgodilo to, teh 10 sekund nezavedanja, iz katerih boste ustvarili nekaj, s čimer se boste pol mogli ubadati kasneje, ali čez leta, ali pa mogoče že kar takoj. Ja, tudi to se zgodi, da se dejansko naredimo pač nezavedajoče in takoj začnemo lahko neko težavo tudi imeti zaradi tega. Okej. Jaz upam, da je bilo tole danes prispevek za vas. Če je bilo, mi kaj napište, ali pa delite to tudi med druge, da se zavedanje širi o tem, torej rečemo deljenje. Torej, včasih je, torej sharing is caring, včasih je samo ena informacija tisto, kar nekdo potrebuje, da potem, da si spremeni življenje. In ja, in včasih smo lahko mi tisti, ki posredujemo to eno informacijo nekomu in s tem, sploh ne vemo, lahko so ljudje v kakšnih
v kakšnih, kako bi rekla, v kakšnih temnih obdobjih, kakšnih težkih obdobjih in mogoče sprašujejo po nečem, kar bi jim pomagalo iti ven iz tega. In zato je ravno ta ena informacija lahko tista rešilna bilka, ki nekomu dejansko lahko spremeni življenje. In veliko ljudi mi piše, da pač, pa nikoli se še nismo niti v živo srečali, ampak ko so pač na moji mailing listi, ko pošiljam članke, mi pišejo, ti si razlog, da sem še sploh tukaj. In ja, mogoče en moj zapis na blogu, mogoče ena beseda, 5 besed, 5 stavkov, in je zaradi tega nekdo še vedno tukaj, oziroma se mu je spremenilo življenje. In kako je lahko še boljše kot to. Okej, lepo se imejte, en lep pozdravček in upam, da se tudi vidimo kdaj v živo, oziroma da se spoznamo tudi kdaj v živo. Čau, čau!